Spoštovane, spoštovani, nove inovacije, nova realnost. Dober dan voščim vsem danes zbranim v tej dvorani, gospe in gospodje, cenjeni inovatorji, podjetniki, gospodarstveniki, spoštovani gostje. Za slikami in zgodbami, ki jih bomo danes poslali v svet, stoji prizadevnost in znanje, inovativnost in vizija. Verjamem, da tako vi kot jaz čakate na rezultate današnje predstavitve, pravzaprav tistih priložnosti, ki pomenijo razvoj. Toliko bolj, ker letos obeležujemo 20 podeljevanja priznanj na regionalni ravni. Skozi vsa ta leta nas vodi vztrajnost, pogum in predanost. Smo v času, ko ni dovolj, da se le odzivamo, da se le prilagajamo, prav je, da razmislimo, inspiriramo in inoviramo. Sicer pa kdo bi to bolje vedel kot vi. Predpogoj za svetlo prihodnost slovenskega gospodarstva so prav inovacije in inovacijska kultura. Tudi letos je Gospodarska zbornica Slovenije, Severno-Primorska gospodarska zbornica, opravila izjemno delo, saj imamo 19 inovacij in 2 inovacijska izziva. Imamo mlade, ki podjetniško razmišljajo že v osnovni šoli. Imamo podporno okolje v lokalnih skupnostih, pri agenciji Spirit in na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. In prav od tam prihaja gospod Dejan Balažič, ki ga prav posebej pozdravljam. Poseben pozdrav tudi magistrici Karin Žvokelj, direktorici Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Pozdrav izvršnemu direktorju Gospodarske zbornice Slovenije, gospodu Mitji Gorenščku. Dober dan, podžupan in vsi ostali visoki gostje, skratka, dober dan vsem, ki ustvarjate dobre podjetniške zgodbe. Že uvodoma iskrena zahvala tudi pokroviteljem, članom komisije, ki predano opravljajo svoje delo, odgovorno opravljajo svoje delo že vrsto let. Na dosedanjih razpisih je skoraj 800 inovatork in inovatorjev ter 33 inovacijskih skupin prijavilo kar 236 inovacij. V tem obdobju smo podelili 83 zlatih, 103 srebrne in 50 bronastih priznanj. In jaz verjamem, da bomo danes dodali še kopico ali ducat več, nad čemer se brez dvoma navdušuje tudi gospod Julijan Fortunat, predsednik upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Severno-Primorske gospodarske zbornice in predsednik uprave Salonita Anhovo, ki ga vabim k besedi. Prosim. Hvala lepa, spoštovani gostje, lep pozdrav. Vsem pozdravom, ki jih je voditeljica navedla, bi rad dodal še poseben pozdrav inovatorkam in inovatorjem današnjega dne, tudi učencem in njihovim spremljevalcem iz osnovne šole Cerkno, pa še moja osebna zahvala komisiji, ki je ocenjevala vse prijavljene inovacije. Rad bi samo povedal, da sem navdušen nad dejstvom, da že 20. leto zapored podeljujemo te nagrade. Mnoge od njih so našle pot na svetovne in slovenske trge, nekatere v obliki izdelkov, nekatere v obliki storitev, nekatere pa v obliki izboljšav v lastnih procesih. Primorska regija je zagotovo med bolj aktivnimi, to smo še posebej opazili lani na tem področju, ko smo bili regija z največ prijavami za nagrado inovatorja leta. Vedno smo imeli tudi svoje predstavnike, ki so zelo visoko kotirali in tudi zmagovali na nacionalnem nivoju. In glede na to, kar slišim med vrsticami, nimam tudi jaz nikakršnih podatkov še, kdo so zmagovalci, kar slišim, obstajajo resne ocene, da bomo tudi letos med kandidati za šampionska mesta. Kar je zelo pomembno in tega se zavedajo najprej v velikih gospodarskih sistemih, koncernih, ki ustvarjajo okolje, ki je zelo pomembno za sproščanje inovativnosti svojih zaposlenih,
No, v zadnjem času, pa v zadnjih letih pa opažamo, da je vedno več preboja tudi pri srednjih, malih mikropodjetjih, kar izrazito veseli, namreč iz tega lahko sklepamo, da bodo tudi ta podjetja v naslednjih letih krojila ekonomijo, ne samo nacionalno, ampak upam tudi na mednarodnih trgih. Vsem nagrajencem danes čestitam, vsem, ki ne boste dobili letos najvišjih nagrad, priporočam, vztrajajte pri svojem delu. Tudi sam sem v enem obdobju svoje kariere delal v razvoju in moram reči, da je bilo to ne samo eno najbolj kreativnih obdobij mojega dela, ampak tudi eno obdobje, ki prinaša največ zadovoljstva. Seveda s tem ne negiram ostalih pomembnih dosežkov, ki jih človek v življenju naredi. Posebej v začetku kariere so mladi inženirji, ekonomisti, skratka delavci z veliko želje in pa idej, zelo pomembni kreatorji bodočnosti vsakega podjetja. Tega se dajte zavedati. No, zadnjič sem v lastnem podjetju slišal malo graje, ko sem rekel, na mladih svet stoji, ja, toliko mladih smo noter pripeljali, to bo zdaj šopalo, da nas nihče več ne ustavi. Pa se pa eden od starejših oglasov je rekel, pa čakaj, kaj pa mi ta stari, ali nas boste kar odpisali, ali kaj. Skratka, tudi danes bomo zagotovo med nagrajenci dobili marsikaterega bolj izkušenega, in verjamem, da je to ta prava kombinacija, ki tudi seveda po svetu dokazuje rezultate. Še enkrat čestitke vsem nagrajencem, vsem nam želim eno dobro, en lep in zanimiv popoldan. Veselim se predstavitev, ki so pred nami in upam, da se v naslednjem letu oziroma ob letu dobimo mogoče še z večjim številom prijav za inovacije. Hvala lepa. Goriška regija sodi med bolj razvite med 12 statističnimi slovenskimi regijami, ostaja tradicionalno izvozno usmerjena, predvsem pa danes bomo videli polna novih inovativnih idej. Naša prihodnost temelji na inovacijah oziroma izboljšavah v proizvodnih in poslovnih procesih, k čemur stremi Gospodarska zbornica Slovenije kot najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. In od tam danes k nam prihaja izvršni direktor Gospodarske zbornice, kot rečeno, gospod Mitja Gorenšček. Prosim lepo. Spoštovane inovatorke, cenjeni inovatorji, gospe in gospodje, dovolite mi, da vas v imenu Gospodarske zbornice Slovenije prisrčno pozdravim na današnji podelitvi regijskih priznanj najboljšim inovatorjem v severnoprimorski regiji. Na Gospodarski zbornici Slovenije se dobro zavedamo gospodarskega in družbenega pomena visoko inovativnih podjetij in posameznikov. Nenazadnje je naslov našega letošnjega skupnega inovacijskega izziva z inovacijami presegamo meje. Skupna značilnost vseh inovacij je, da izboljšujemo naše življenje. Druži jih ustvarjalnost, ki pa se ji mora na poti od ideje do izvedbe pridružiti še druge lastnosti, kot so pogum, vztrajnost, miselnost izven utečenih okvirjev, pa tudi sodelovanje. Zmagovati je potrebno v kombinacijah vseh teh lastnosti povezanih z znanjem in inovativnostjo. Vse to so lastnosti, ki oblikujejo tudi naše današnje nagrajene inovatorke in inovatorje. Svet se danes spreminja hitreje kot kadarkoli in postavlja pred nas venomer nove razvojne izzive, pa naj govorimo o zelenem prehodu, digitalizaciji, avtomatizaciji, e-mobilnosti ali zdravju. Da bi se kar najbolj uspešno odzivali nanje, smo na Gospodarski zbornici Slovenije na nedavnem vrhu slovenskega gospodarstva v sodelovanju s številnimi gospodarstveniki oblikovali strateški razvojni dokument pod imenom Horizonti prihodnosti, ki kaže pot razvojnemu preboju Slovenije. Pripravili smo ga kot kažipot gospodarstva v pomoč odločevalcem pri oblikovanju politik, ki bi Sloveniji omogočila ujeti zaostanek za
konkurenco oziroma ga postaviti pred njo. Pomemben podatek smo pri tem dali tudi inovativnosti. Danes se bomo s podelitvijo regionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije poklonili inovativnosti najboljših posameznic, posameznikov in ekip v severnoprimorski regiji, ki s svojim delom pomembno prispevajo k temu, da bomo jutri živeli bolje kot danes. Vsem prejemnicam in prejemnikom priznanj v imenu Gospodarske zbornice Slovenije in v svojem imenu iskreno čestitam. Hvala. V Novi Gorici in okolici je letošnja pomlad posebna. Potem, ko so zacvetele burbonke, ko so okoliški kraji vabili s češnjami in šparglji, ko so ponovno zaživeli okusi Vipavske doline, je prav danes iz Nove Gorice štartala dirka po Sloveniji. Ja, Goriška ima vidno mesto na zemljevidu Slovenije. Ob vsem tem pa ne gre pozabiti, da igra ključno vlogo prav gospodarstvo. Gospodarstvo in podjetništvo nasploh sta gonilni sili, brez katerih tudi druge dejavnosti ne morejo preživeti. Zato je podpora lokalnih skupnosti ključna, tudi podpora mestne občine Nova Gorica, ki nas gosti danes. Od tam prihaja podžupan gospod Sašo Kogovšek. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni visoki gostje in nagrajenci. V veliko čast in posebno osebno zadovoljstvo mi je, da vas lahko nagovorim v imenu mestne občine Nova Gorica na tej slovesni podelitvi priznanj za najboljše inovacije tega leta v naši regiji. O inovacijah radi govorimo kot o domislici moderne dobe, tehnološkega napredka in digitalne revolucije. Pa vendar je to področje tesno vpeto že tisočletja v človeka in skupnost. Biti ustvarjalen, to je v človeku tako zelo ponotranjeno, da je postalo neločljiv del življenjskega smisla in našega civilizacijskega obstoja. V zgodovini smo bili priča inovacijam številnih velikih svetovnih osebnosti, od Nikole Tesle do Leonarda da Vincija in še bi lahko naštevali. Njihova dela so postala navdih generacijam mladih in ambicioznih talentov po vsem svetu. Stephen Shapiro, svetovni znani govorec o inovacijah, je podal prav posrečeno definicijo inovativnosti. In sicer, moja definicija inovativnosti je pravzaprav enostavna. Če želiš ostati relevanten, moraš inovirati. Če želiš inovirati, potrebuješ ustrezno okolje za to. Tu pride na vrsto podjetje, organizacija, ki skrbi za tako okolje. Strinjam se z njim, da je pri inovacijah kot znanilcih novih sprememb in razvoja potrebno najprej pripraviti podporno okolje. Okolje, ki spodbuja igrivost, ustvarjalnost, sodelovalnost in podjetnost. Prav zato so nagrade in priznanja, s katerimi spodbujamo tudi željo po inovativnosti, lahko le plod dobrega sodelovanja med državo, lokalnim okoljem, izobraževalnimi inštitucijami, gospodarskimi združenji in podjetji. Še več, prepričan sem, da nam v naši severni primorski regiji to odlično uspeva. Danes v inovacijah namreč vidimo predvsem podjetniško miselnost, ki nam poleg konkurenčnosti zagotavlja dodano vrednost, dolgoročno uspešnost in razvoj. Prinaša nam novo in večjo kakovost bivanja, ki jo kot odgovorna družba moramo spodbujati in nagrajevati. Vsem prejemnikom letošnjih priznanj iskrene čestitke željo, da vaš navdih potuje tako smelo naprej, ter da odpre horizonte tudi tistim manj pogumnim in sramežljivim, ki v sebi skriva izjemen, a še neodkrit potencial inovativnosti. Srečno in hvala. Ker gledamo naprej in snujemo poti, ki odpirajo nove poslovne možnosti, so z nami danes tudi predstavniki Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ki v predvirju, kot ste verjetno sami že opazili, na informacijski točki odgovarjajo tudi na vaša morebitna vprašanja. Pozitivni trendi glede prijav pravic lastnine kažejo na to, da se slovenska podjetja vedno bolj zavedajo vrednosti inovacij. Če temu res tako, vas sprašujem direktorico omenjenega urada, magistrico Karin Žvokelj. Spoštovani predstavniki, predstavnice
zbornice, podjetij, spoštovani inovatorji, spoštovane inovatorke. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas nagovorim na današnji slavnostni prireditvi. Urad je danes v letošnjem letu prvič prisoten na vseh regionalnih dogodkih za podelitev priznanj najboljših inovacij. Se pravi, smo po celi Sloveniji že en mesec naokrog. Sodelovanje s gospodarstvom je za urad izjemnega pomena. Partner gospodarstva smo že od leta 1991 in to sodelovanje si želimo in si prizadevamo še bolj okrepiti. Vse do danes smo na uradu podelili oziroma registrirali okoli 100.000 pravic industrijske lastnine. Od tega 50.000 patentov, 47.000 znamk in 2.400 modelov. Inovacije poganjajo svet, omogočajo razvoj družbe in skrbijo za vse višjo raven kakovosti življenja vseh nas. Tudi v številnih slovenskih podjetij postaja inovacijska kultura vse bolj pomembna. Inovacije, spremembe in razvoj so postali del vsakdanjega razmišljanja in delovanja. Nenazadnje v podjetjih je inovativnost prepoznana že kot vrednota. Ključno vlogo pri spodbujanju inovacij pa je tudi intelektualna lastnina. Za vse tiste, ki vlagate čas, trud in denar v inovacije, je to mehanizem, s katerim jih lahko zavarujete in imate od njih koristi. Povezava med gospodarsko uspešnostjo podjetij in pravicami intelektualne lastnine je pozitivna. Mnoga podjetja se zavedajo, da jim pravice intelektualne lastnine poleg vse večje pravne varnosti prinaša tudi druge dolgoročne koristi. Takšna podjetja rastejo hitreje in so tudi odpornejša proti gospodarskim krizam. V povprečju imajo takšna podjetja tudi do 20% višji prihodek na zaposlenega in 19% višje plače. Še vedno pa je intelektualna lastnina za marsikatero malo in srednje veliko podjetje še precejšnji izziv. Za varstvo se ne odločijo iz preprostega razloga. Mogoče pomanjkanje informacij, pomanjkanje znanja, kaj sploh intelektualna lastnina je in kakšne koristi prinaša. Zato smo tudi danes z vami, tudi z našo stojnico, da odgovorimo na vsa vprašanja, tako da zelo vljudno vabljeni. Nenazadnje bi pa rada omenila tudi naš projekt, ki ga izvajamo na uradu, to je projekt Prve I. To je pa projekt za inovativna, mala in srednja velika podjetja za tržno zanimivimi izdelki. Na podlagi pridobljenih informacij strani podjetij, naši strokovnjaki urada posebej za podjetje izdelajo poročilo s priporočili o varstvu različnih pravic. Prav tako pa je možno pridobiti tudi nepovratna sredstva, finančno pomoč za stroške prijav pravic intelektualne lastnine. Na koncu vam le še želim veliko uspehu pri razvoju vseh drznih idej in prebojnih inovacij. Bom pa zaključila z eno mislijo, ki pravi takole, povedal jo pa Clive Staples Lewis. Nikoli nisi dovolj star, da bi si postavil nov cilj ali sanjal nove sanje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mi bomo danes sanjali nove sanje po razglasitvi še toliko bolj intenzivno. Zdaj pa, preden se zavihtimo v svet najboljših inovatorjev v naši regiji, se bomo poklonili mladim, šele osnovnošolcem, ki pa že podjetniško razmišljajo. Program Popri brez dvoma poznate. Pelje ga Primorski tehnološki park in kot pravijo, tekmovanje premika meje v več pogledih. Mladi razvijajo ustvarjalnost, podjetnost, naučijo se timskega dela, pomembno pa je seveda tudi navezovanje stikov in utiranje poti v podjetniški svet.
Najboljše so se v regiji letos odrezali učenci osnovne šole Cerkno, ki so zasedli 3. mesto v kategoriji osnovne šole s projektom, ki ga bomo spoznali danes, to pa je projekt Seed Loop. In ekipo sestavljajo 3 devetošolci, in sicer Lin Čadež, Aljaž Kvarča in Kristjan Šturm, ki jih vabim na oder. Naj povem, da so fantje pod mentorstvom Tine Lisac in ravnatelja Mitje Dežela prišli do tako odličnega rezultata, kot rečeno poslovni model Seed Loop ali tako imenovana inteligentna gredica. Prosim. Pozdravljeni. Zelo smo veseli, da vam danes lahko predstavimo zgodbo o naši poslovni ideji. Urbano vrtnarjenje. Trend, ki se je močno začel razvijati v 70. letih prejšnjega stoletja in je v začetku epidemije koronavirusa leta 2020 poskočil v nebo, je povzročil, da zdaj po celem svetu v vseh stanovanjih po večini gojijo zelišča in uživajo ljudje v njihovi svežini. V naši ekipi Seed Loop smo stopnje razvoja urbanega vrtnarjenja razdelili na 3 kategorije. Prva stopnja. To je takrat, ko so urbani vrtnarji zelišča gojili v raznih posodah, koritih in loncih na svojih okenskih policah. Zelišča so sicer rasla v redu, vendar so kmalu ugotovili, da bi rasla še boljše, če bi imela na voljo dovolj svetlobe. In v tem trenutku pridemo do druge stopnje. Ljudje so množično začeli kupovati UV rasne luči, kar je omogočilo, da so zelišča rasla boljše kot kadarkoli prej. In v tem trenutku so se ljudje zavedali, da je ta nova pridobitev odprla novo vprašanje in probleme. In zato je čas za 3. stopnjo. Te problemi pa so bili moteči električni kabli za priklopitev luči v električno omrežje, mušice, ki so letale okrog zelišč ter jih motile tudi vizualno, in tudi problem je, da je treba prepogosto zalivati zelišča. Torej, čas je za novo generacijo urbanih vrtov, čas je za Seed Loop. Predstavljamo vam inteligentno gredico Seed Loop Square, ki bo omogočila gojenje zelišč kjerkoli in kadarkoli v vašem stanovanju. No, zdaj boste pa vprašali, zakaj je ravno naš koncept boljši od vseh ostalih. Skrivnost je v tem prozornem pokrovu, ki smo ga ustvarili. Tako smo naredili zaprt sistem, ki ga lahko preprosto kontroliramo z aplikacijo. Če je temperatura previsoka, moramo vse skupaj prezračiti. Če pa je vlaga prenizka, pa nas aplikacija opozori, da moramo vse skupaj zaliti. Poleg tega pa ima naš izdelek še veliko dobrih lastnosti, kot na primer to, da je rastlina zaščitena pred zunanjimi vplivi, saj do nje ne morejo priti škodljivci. Ima pa tudi tank za vodo, v kateri je dovolj vode za več tednov. Potem pa moramo povedati še, kako smo do tega prišli. Vrniti se moramo v november leta 2021, ko smo izdelali naš prvi prototip. To je bil v bistvu kozarec za vlaganje. Nato smo izdelali drugi prototip, ki je bil večji, boljši, do njega pa je prišlo veliko več svetlobe. No, čez nekaj časa smo izvedeli, da smo se uvrstili na državno tekmovanje Popri, zato smo izdelali 3. prototip. Tukaj pred vami pa je 4. prototip, ki je naš najboljši in najbolj dovršen do zdaj. Za konec pa bi z vami radi delili še citat, ki nas je vodil skozi celoten projekt. Posaditi vrt pomeni verjeti v jutrišnji dan. V ta citat verjamemo mi z našim izdelkom. Hvala, da ste nas danes povabili na to prireditev in da smo lahko z vami delili našo zgodbo. Hvala. Še trenutek, če ostanete, prosim, na odru. Tale aplavz je namreč namenjen vam. Poklon prinaša tudi direktorica, magistrica Nevenka Volk-Rožič, eno krasno darilo, sladko presenečenje, ki ga poklanja podjetje Inkom. Hvala lepa direktorici in iskrene čestitke vam. Hvala. Tako zelo so ploskali. Po moje ste jim dali odlično idejo našim inovatorjem. Kaj, ko bi vi takole danes predstavljali svoje inovacije? Spustimo video predstavitve in vas povabimo na oder. Tako kratko in jedrnato. A ste za? Fantje, a ste za? Ja, ni problem. No,
Ampak povejte, kako zelo ste proslavili tale res odličen rezultat, ki se je zgodil na tekmovanju v Popri. Čestitke so deževale od vse povsod. Imam prav? Ja, pač veliko medijev je želeli izjavo, ki so jo potem tudi dobili. Čeprav je pa ena stvar, ki še nismo naredili, z mentorico smo se mislili dogovoriti, da bi šli enkrat na pico, ampak potem še ni imela časa, tako da zdaj en mesec po tekmovanju še nismo šli in čakamo še na to. Kdor čaka, dočaka, pravijo. Fantje, to vam moram še povedati, so včeraj dočakali tudi zaključek osnovne šole. Imeli so valeto. Zaploskajmo njihovemu uspehu. Hvala, fantje, prosim lepo. Hvala. Verjetno smo se vsi ob tej besedi valeta vrnili desetletja nazaj, kaj ne, bilo je lepo. Ampak verjamem, da bo tudi danes v nadaljevanju tega našega druženja, kajti zdaj bomo pogledali, kako zelo inovativni smo na Severno-Primorskem. Kot rečeno, Gospodarska zbornica Slovenije, Severno-Primorska gospodarska zbornica, vsa ta leta spodbuja inovativnost v podjetjih, kar kaže zdaj že naša tradicija v podeljevanju priznanj, s katerimi, kot smo danes slišali, presegamo meje in obenem vabimo tudi na dan inovativnosti. Magistrica Nevenka Vovk-Rožič, dovolite, da vas še enkrat povabim na oder, kajti zdaj bi se radi takole javno in na glas ob 20. obletnici inovacij zahvalili komisiji in predsedniku komisije in jih seveda povabili na oder, segli v roke. To je najprej predsednik komisije Matej Stres, ki mu bomo le zaploskali, ker je nujno zadržan. Verjamem pa, da bo zahvala in dobre želje prišla do njega. Zato pa so danes z nami ostali člani komisije, ki jih vabim na oder, dr. Tine Cencič, Damjan Jurjavčič, Ivan Kosmač, Ludvik Kumar, Andrej Košiček, Matej Petrič in dr. Aleš Turel. Seveda so tu zahvale o priložnosti 20-letnice javnih razpisov za uspešno in požrtvovalno delo. Hvala, spoštovana komisija. Dobro si jih oglejte, če boste kasneje izvedeli, da ste dobili manj točk, kot ste predvidevali, jih pocukajte za rokav. Vemo, da komisija svoje delo odlično opravlja, zavzeto, strokovno, brez dvoma natančno in pošteno, predvsem pa še enkrat bom dejala odgovorno. Torej, hvala vam za vaš doprinos k še bolj inovativni regiji. Na vrsti pa je, spoštovane in spoštovani, podelitev bronastih priznanj. 3 prejemnike imamo. Priznanja bosta podeljevala predsednik upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Severno-Primorske gospodarske zbornice, gospod Julijan Fortunat in Nevenka Vovk-Rožič, direktorica omenjene zbornice. Začenjamo pa v podjetju ETA Cirkno pri inovaciji digitalizacija standardnih SFM sestankov. Kot sem že namignila, za vsako inovacijo imamo videozapis in prvi je tu. V ETA Cerkno se na SFM sestankih po oddelkih vsakodnevno srečujejo delovodje oddelka, vodja procesa, podporne službe in vodja delovne enote. Do uvedbe e-SFM so odgovorni za posamezna področja podatke dnevno iz sistema ročno vrisovali v ustrezne grafikone. Informacije in diagrami so bili pogosto premajhni in težko berljivi. Zasnovali so SFM prikaz z osnovnimi grafikoni in tabelami, ki po potrebi omogočajo prehod v globino podatkov. Zajem podatkov je avtomatiziran, prikazani so na monitorjih na dotik. Poskrbljeno je za pregledno vizualizacijo posameznih skupin podatkov, kjer so posamezna odstopanja od ciljev vizualno označena in takoj padejo v oči, da so predmet usmerjene obravnave.
Torej, bronasto priznanje ETA Cirkno in inovatorji Žan Peternel, Niko Zajc, Andrej Grah, Marinka Brelih, Karmen Štucin, Robert Zorjan, Roman Čuk in Tina Menard. Iskrene čestitke. Tudi drugi bron ostaja v Cirknem. ETA in Naravoslovno-tehniška fakulteta sta nagrajeni za inovacijo optimizacija vlivnih sistemov za sivo litino, zmanjšanje izmeta. Poglejmo, kako to gre. Livarna ETA Cirkno ima več desetletij zgodovine proizvajanja grelnih plošč za svetovni trg. Zaradi zahtevne geometrije in zahteve po samodejnem ločevanju plošč od vlivnega sistema je prihajalo do krčilne poroznosti in 3% deleža izmeta. Inovacija, razvita v sodelovanju z Naravoslovno-tehniško fakulteto, nadgrajuje dizajn vlivnega sistema z dvodelnim dolivnim kanalom. Ta je sestavljen iz zgornje polovice, ki omogoča primerno strujanje litine in avtomatsko lomljenje, ter spodnje polovice, ki zagotovi usmerjeno strjevanje brez nastanka poroznosti. Razvoj nove geometrije je zmanjšal količino izmeta s 3 na 1,5 %, kar letno predstavlja prihranke 66 MWh elektrike in 39 ton manj izpustov CO2. Inovatorji, ki prihajajo iz ETA Cirkno, so Nika Gnezda, Miha Grah, Denis Kogoj, Martina Makuc-Kordiš, iz Naravoslovno-tehniške fakultete pa profesor dr. Primož Mrvar, dr. Sebastian Kastelic in Almir Mahmutovič. Iskrene čestitke. Se pravi plaketa za podjetje in priznanja za vse inovatorje. Tretje bronasto priznanje gre inovacij, predelava hidravličnega agregata za krmiljenje v preizkuševalno tlačno napravo. Dobi pa ga Senk in seveda inovatorji, ki jih bomo kmalu spoznali. Pregrada Ajba je zajezitev za hidroelektrarni Plave 1 in 2. V njej obratuje mala hidroelektrarna Ajba, ki poleg proizvodnje električne energije zagotavlja ekološko sprejemljivi pretok. Pri demontaži stare opreme male hidroelektrarne so odsluženi agregat predelali in se sedaj uporablja kot prenosna preizkuševalna tlačna naprava. Opremljena je z lovilcem olja, omogoča izvajanje 2 tlačnih preizkusov hkrati, ob morebitni poškodbi hidravlične črpalke ali ob pomanjkanju električne energije se preizkus lahko izvede ročno. Napravo je mogoče uporabiti kjerkoli. Ponovna uporaba odslužene opreme predstavlja trajnosten in sonaraven pristop in je dokaz, da inovativnost pripomore k okolju prijaznim rešitvam. Soške elektrarne Nova Gorica in inovatorji, ki jih vabim na oder, če vas je več, vas lahko pride več po priznanja: Tine Cencič, Peter Bitežnik, Peter Drusani in Dario Markočič. Še bomo ploskali in še se bomo veselili z nagrajenimi. Podeljevalca ostajata, prosim lepo, na odru, mi pa prehajamo k srebrnim plaketam in priznanjem, kar 11 jih je določila komisija. Prvega se bodo razveselili v Ajdovščini. Podjetje Inkom in inovacija, ki nas v teh vročih, skoraj poletnih dneh pošteno ohladi. Alive, sladoledni barsi. Poglejmo. Alive sladoled je sladoled brez slabe vesti, ki potrošniku ponuja funkcionalen sladoled in spodbuja zdrav in uravnotežen način življenja. Alive sladoledni barsi predstavljajo novo linijo izdelkov pod blagovno znamko Alive, in sicer gre za 2 povsem nova izdelka na trgu sladoleda. Alive sladoledni barsi svojo priročno obliko in vrhunskim okusom priskočijo vedno na pomoč, ko si zaželimo nekaj malega sladkega, vendar se istočasno nočemo preveč pregrešiti. So vir beljakovin, imajo nizko vsebnost sladkorjev in nižjo vsebnost kalorij. V ponudbi sta 2 sladoledna barsa, z okusom arašida ali z okusom lešnika. V podjetju Inkom so moči združili oddelki razvoja in embalažnega razvoja, tehničnega razvoja, nabave, prodaje in marketinga. Z nami danes menda Petra Petrič, Jana Damiš, Pavlina Simčič in Grega Zupanec. Če ja, se nam pridružite na odru. Čestitke bomo rekli tudi vsem inovatorjem, ki so srebrni in prihajajo iz Gostola
TST-ja. Za inovacijo Smart separator abraziva so bili nagrajeni. Spoznajmo še inovatorje, Damjan Jurjevčič in Tomaž Kenda. Veliko dobrih idej tudi v bodoče, tako vam kot vsem, ki so ustvarili naslednjo inovacijo. Ta prihaja iz mlekarne Planika iz Kobarida, torej srebro za sistem za reciklažo odpadne vode. V mlekarski industriji odpadna voda zaradi velike organske onesnaženosti predstavlja velik problem. Mlekarna Planika je rešila problem s filtrirno napravo, ki z membransko tehnologijo omogoča predelavo odpadne sirotke. Sirotka se najprej posebej obdela s koagulacijo in nevtralizacijo, delno prečiščeno sirotko pa se nato meša z industrijskimi odpadnimi vodami in čisti v biološki stopnji čiščenja tipa SBR ter z membransko tehnologijo. Sistem Hydro Recycler je hibridni sistem biološke čistilne naprave s sekvenčnim šaržnim biološkim reaktorjem s turbinsko aeracijo in membranske filtracije. Pod inovacijo mlekarne Planika iz Kobarida se podpisujejo Hakim Elkjar in strokovnjaki mlekarne Planika. Čestitke in hvala. Zdaj pa se mi, spoštovane in spoštovani, cenjeni gostje, ustavljamo v podjetju Kolektor Mobility in sicer pri inovaciji modularni krmilni sistem za testiranje električnih pogonov v klimatskih razmerah. Za vodenje validacije pogonov v klimatskih razmerah so v podjetju Kolektor Mobility razvili sistem eDrive Klima TCS. Sistem sestavljajo program, ogrodje in moduli. Program krmili pogone, klimatsko komoro in napajalni vir ter hkrati beleži podatke o delovanju pogonov. Module v sistemu kombinirajo glede na potrebe po priključni moči in merjenih veličinah. Zaradi modularne zasnove pa je razvoj naprav na osnovi tega sistema hitrejši in cenejši. V Kolektorjevem laboratoriju za validacijo trenutno uporabljajo 6 naprav v 2 konfiguracijah, na katerih sočasno poteka validacija do 96 vzorcev. Z napravami so poenostavili proces testiranja in povečali zmogljivost laboratorija. Torej, plaketa podjetju Kolektor Mobility, poglejmo, kdo so inovatorji. Peter Gladek, Mitja Hvala, Marjeta Modrijan, Peter Tušar, Jure Vrtačnik, laboratorij Gregor Alič, Dejan Flander in Neža Jesenko. Vedno več nas je na odru, pa naj bo še aplavz daljši. Hvala lepa, čestitke. 5. srebrna inovacija nas vodi v podjetje TIK, kjer so ustvarili avtomatizacijo proizvodnega procesa izdelave aspiracijskega katetra z regulatorjem vleka. Čestitke inovatorjem Tomaž Črnilogar, Aleksandar Ivančič, Miran Soldat in Albert Kurinčič. Prosim. Srebro gre tudi podjetju Arctur in sicer za inovacijo interaktivni multimedijski relief. Torej, potrkali bomo na Arcturjeva vrata, film pa je tako zgovoren, da bi bile besede tu odveč. Poglejmo.
Z inovacijami presegamo meje, smo lahko videli, ja, tudi v podjetju Arctur, od koder prihajajo Tomi Iljaš, dr. Urška Starc-Peceni, Matija Obid, Martina Murovec in Tomaž Kalin, odlični inovatorji. Pod 7. srebrno inovacijo se podpisuje podjetje Senk s sektorjem razvoja. Inovacija pa je naslovljena tehnična rešitev prilagodljive drsne podpore pri rekonstrukciji cevovoda male hidroelektrarne Hubal. Potešimo radovednost. Družba Soške elektrarne zgledno vzdržuje objekte, ki jih upravlja. Po 90 letih obratovanja male hidroelektrarne Hubel se je zaradi dotrajanosti pričela celovita rekonstrukcija elektrarne. Prenova cevovoda določa novo, stabilnejšo traso zgornjega dela zaradi plazovitosti terena. Zasnovali so edinstven, inovativen koncept prilagodljivih drsnih podpor, ki omogočajo prilagajanje cevovoda med obratovanjem elektrarne. Na betonskih drsnih podporah so nameščena prilagodljiva ležišča, ki se prilagajajo deformacijam tal glede na pomike terena, kar omogoča zanesljivejše obratovanje. Prilagodljive drsne podpore so uporabne za vse linijske objekte na plazovitih področjih, saj zagotavljajo primerno ravnovesje. Čestitke za pravkar predstavljeno inovacijo gredo sektorju razvoja Senk in te čestitke jim bo prenesla Ivana Ušaj, ki je danes z nami. Naslednja v vrsti je inovacija, pametna avtomatizacija sortiranja elektronskih sporočil strank v procesu podpore strankam. Pod inovacijo se podpisuje podjetje GENI. Povprečen človek na dan prejme le peščico elektronskih sporočil. Kaj pa, ko jih je več kot 500 dnevno in je potrebno prav na vsako odgovoriti čim prej? Taka je realnost službe za stike s strankami v GEN-I, ki močno vpliva na zadovoljstvo strank. Ker so te najpomembnejše, so v GEN-I razvili rešitev, ki omogoča hitrejšo odzivnost in razbremenitev sodelavcev. Pametna avtomatizacija sortiranja elektronskih sporočil s pomočjo umetne inteligence prepoznava vzorce v besedilu in z veliko natančnostjo, ki je primerljiva človeški, a občutno hitrejša, elektronska sporočila razvršča v primerno kategorijo. Inovacija je omogočila pohitritev procesa, fokus pa usmerila na komunikacijo in pomoč strankam. Torej podjetje GENI pod pravkar predstavljeno inovacijo se podpisuje inovacijsko-razvojna ekipa pametne avtomatizacije e-mailov omenjenega podjetja. Predstavnika vabim po plaketo. Danes slavi tudi podjetje Editor. Lahko bi rekli, da je slavje dvojno, saj so osvojili tudi inovacijski izziv letošnjega leta, torej se dvakrat tako rekoč odelil srebro na regionalnem nivoju, ampak predno sežemo roke odgovornim, spoznajmo inovacijo Bizon, družabni intranet portal za podjetja. Editor predstavlja Bison, novo generacijo intranet poslovnih portalov, ki z dodatno družabno komponento izboljšuje interno komuniciranje v podjetju. Bison z edinstvenimi funkcijami izboljšuje informacijske tokove ter pospešuje digitalizacijo. Zaposleni so hitreje seznanjeni z dogajanjem v podjetju, hkrati pa imajo možnost dialoga preko družabnih orodij. To omogoča enostavno informiranje tako v majhnih podjetjih, kot tudi v mednarodnih, večjezičnih korporacijah. S pomočjo mobilne aplikacije in sistema skupnosti lahko Bison uporabljajo vsi zaposleni v podjetju, kar veča pripadnost in krepi medosebne odnose v digitalni dobi. Z inovacijami torej presegamo meje, inovacijski izziv 2022. Čestitke vsem, ki ste soustvarjali to inovacijo, na oder pa vabim Tomaža Juga. Čestitke seveda celotni razvojni skupini Bizona.
Spoštovane, spoštovani, tudi letos se je na razpis prijavilo podjetje GoUp iz Nove Gorice in tudi letos so med nagrajenimi. Srebrno priznanje dobijo za inovacijo Kubino konfigurator. Kubino konfigurator za avtomatizacijo doma je inovativno spletno orodje, ki ga je v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvilo podjetje GoUp. Uporabnikom omogoča hitro in enostavno iskanje produktov za avtomatizacijo luči, senčil, ogrevanja, merilcev porabe energije in drugih naprav. S tem jih lahko upravljajo preko telefona, po urniku, glede na vreme in podobno. Digitalizacija in avtomatizacija sta neizbežna procesa v družbi, ki vodita k boljšemu in lažjemu življenju ljudi. Kubino konfigurator s prijetno digitalizirano izkušnjo ljudem na intuitiven način pomaga poiskati izdelke, ki v njihov dom prinašajo varnost, vrhunsko udobje, predvsem pa energetsko učinkovitost in manjši ogljični odtis. Pri inoviranju so sodelovali sodelavci iz razvoja, marketinga in prodaje, torej še ena potrditev v slogi je moč, s čimer se zagotovo strinja tudi Lara Srša, ki prevzema priznanje in bo zagotovo dobre želje in čestitke prenesla celotnemu timu. Tako pa smo že prišli do številke 11, zadnjega srebrnega priznanja danes. Z razvojem digitalizacije pekarske linije so komisijo prepričali v podjetju Gostol Gopan Nova Gorica. Digitalni spletni portal Gostol Smart Bakery Line je inovativna rešitev za optimalno upravljanje pekarske proizvodnje in vzdrževanja. Z digitalizacijo proizvodne linije ali posamičnega stroja je mogoče spremljati zbrane podatke o porabi surovin in energentov ter o delovanju strojev. Uporabniku prijazen spletni portal omogoča celovit pregled nad proizvodnjo v realnem času s katerekoli naprave na spletu. Vključuje hiter dostop do navodil, naročanje rezervnih delov, obveščanje o servisu in alarmih. Rešitev je zasnovana kot celovito orodje za optimizacijo proizvodnih procesov v pekarski industriji. Rezultat je povečana kapaciteta linije, večja učinkovitost opreme ter boljša kvaliteta izdelka. Spoznajmo tudi inovatorje Matjaž Furlan, Željko Markovič in Matija Dominko. Torej srebro za podjetje Gostol Gopan iz Nove Gorice. In inovatorje, ki jim iskreno čestitamo, tako kot vsem ostalim, ki ste danes osvojili srebro. Gospod Fortunat, hvala lepa za pomoč, hvala lepa za vse dobre želje, čestitke in zagotovo močne stiske rok. Zdajle bo ta vloga pripadla izvršnemu direktorju Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Mitja Gorenšček, vabim vas k podeljevanju zlatih priznanj. Na odru ostaja direktorica zbornice, magistrica Nevenka Vovk-Rožič. 5 priznanj imamo in veliko veselja, brez dvoma, ki ga najprej delimo s podjetjem Nord Drinks, ki si je zlato priznanje prislužilo za inovacijo, osvežilna gazirana aromatizirana alkoholna pijača brez sladkorja in sladil. Ekipa podjetja Nord Drinks je razvila prvi hard seltzer v naši regiji. Gre za fermentirano alkoholno pijačo, ki je brez sladkorja in sladil, brez glutena, brez ogljikovih hidratov in je veganska, popolna izbira za novodobnega potrošnika. Proces izdelave te pijače je zdaj že poznan, a so se pri Nordu razvoja lotili po svoje in zato prišli do edinstvenega procesa in produkta. Pri fermentaciji uporabljajo posebne kvasovke, ki končnemu produktu dodajo prijetno aromo, zato kasneje v procesu ne uporabljajo filtracije z aktivnim ogljem, kar jih ločuje od konkurence. S tem ohranijo naraven senzorični profil, ki naredi njihov produkt bolj okusen, hkrati pa ni potrebe po dodajanju sladkorja in sladil. Se že veselimo, da bomo lahko novo pijačo preizkusili. Zdajle pa na oder vabim vse, ki se podpisujejo pod to inovacijo, torej ekipa Nord Drinks. Danes so z nami Sebastian Rejc, Romina Gerbec in Gašper Sovdat. Odlično, torej zlato priznanje. Pred nami je podelitev ostalih 4 zlatih
priznanj, ki pa bodo barve Severnoprimorske regije in Severnoprimorske gospodarske zbornice zastopali tudi na nacionalnem tekmovanju, kjer so se naši inovatorji že v preteklih letih večkrat odlično odrezali. In mi bomo stiskali pesti, da bo temu tako tudi letos. Na nacionalni nivo se odpravlja podjetje Glosik. Predlagam, da kar spoznamo tole inovacijo, ki je prepričala komisijo in se zavihtela na tako odlično mesto, gre pa za virtualni pomočnik v svetu lepote. Platforma Glossix združuje ponudnike in uporabnike v lepotni industriji ter jim omogoča različne storitve, hkrati pa pospešuje proces digitalizacije v svetu lepote. Z modulom Booking rešuje izzive, ki jih imajo ponudniki storitev in uporabniki z rezervacijo in naročanjem na storitve. Modul Marketplace omogoča ponudnikom storitev vzpostavitve spletne trgovine znotraj platforme in s tem hitro in varno spletno prodajo svojih izdelkov. Modul Magazine nudi najnovejšo in trendovsko vsebino, pripravljeno v sodelovanju z uredniki in pisci svetovno znanih lepotnih revij. Modul Social pa omogoča, da lahko vsakdo deli svoje ideje, trende in na takšen način ustvarja svojo vsebino. Virtualni svet brez tega nas ni. Ekipo inovatorjev sestavljajo Iztok Pavlin, Jernej Rehar, Aljoša Gruden, Mitja Sojer, Tomaž Leban, Amel Bender, Alan Bender. Zaploskajmo jim. Njihov predstavnik je z nami. Povem naj, da se bo z pravkar predstavljeno inovacijo ekipa potegovala tudi za inovacijski izziv 2022 na nacionalnem tekmovanju. Torej še en aplavz, držimo pesti tudi na inovacijskem izzivu. Zdaj pa k ekipi Pipistrel. Električno letalo Velis Elektro pa je nagrajena inovacija. Ste pripravljeni na vzlet v prihodnost? Predstavljamo vam Velis Elektro, prvo električno letalo na svetu, ki je pridobilo tipski certifikat strani Agencije za varnost v letalstvu Evropske unije. Revolucionarni pogonski sklop s tipsko certificiranim električnim motorjem in inverterjem je vključno z baterijami v celoti tekočinsko hlajen. Dvosed, namenjen usposabljanju pilotov, je prelomnega pomena po tehnoloških inovacijah in stroškovni učinkovitosti. S tihim delovanjem in brez izpušnih plinov letenje približa urbanim območjem, ne da bi pri tem negativno vplival na okolje. Aplavz za ekipo Pipistrel Vertical Solutions. Mladi, ambiciozni, prodorni, naj bo tako tudi v bodoče. Iskrene čestitke celotni ekipi. Gospe in gospodje, zlato gre tudi podjetju Kolektor Mobility za inovacijo tesno brizgan stator elektromotorja oljne črpalke za hibridni avtomatski menjalnik z dvojno sklopko. Poglejmo skupaj. Ekipna inovacija podjetja Kolektor Mobility omogoča proizvodnjo oljetesnega statorja pogona za zeleno e-mobilnost. Tekom validacije je bila dokazana primernost koncepta rešitve in potrjena funkcija tesnosti električnega pogona oljne črpalke za hibridni avtomatski menjalnik z dvojno sklopko pri vozilih srednjega razreda. Inovacija ima potencial pri pomožnih pogonskih sistemih za avtomobilsko industrijo in gospodarska vozila, vlečne pogonske sisteme za industrijo, mobilno robotiko, navtiko ter elektrificirane črpalke. Ker bo uporabljena pri proizvodnji pogonskih sistemov vozil, ki so v skladu s standardom Euro 6 in višje, bo prispevala k zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov in trdih delcev. Kolektor Mobility in skupina inovatorjev Edvard Raspet, Primož Peternel, Ana Dermota Petrič, Nejc Sklevišar in Tomaž Lahajnar. Iskrene čestitke.
Še zadnje zlato priznanje, ki bo vrste severno-primorskega gospodarstva zastopalo tudi na nacionalnem tekmovanju, gre podjetju Male Electric Drives za inovacijo zaganjalnik HD za kamionsko industrijo. V družbi Male Electric Drive Slovenija so razvili nov zaganjalnik za kamionsko industrijo. Znanjem, izkušnjami, patentiranimi inovacijami vklopnega mehanizma in drugimi izboljšavami so ustvarili zaganjalnik z dolgo življenjsko dobo, primeren tudi za zahtevne klimatske pogoje. Nova je posebna stranska pritrditev zaganjalnika na motor, razvita v sodelovanju s kupcem. Z industrializacijo izdelka so pridobili priložnost za sodelovanje z vodilnimi proizvajalci motorjev za kamionsko industrijo. Načrtovana rast prihodkov z novim produktom, s pridobivanjem novih kupcev in širitvijo na nove trge bo imela pomemben vpliv na prihodek proizvodnega segmenta zaganjalnikov in celotne družbe. Razvojno področje zaganjalnikov se podpisuje pod omenjeno inovacijo. Kar nekaj inovatorjev se nam bo pridružilo. Kar pogumno na oder, da vam zaploskamo, čestitamo. Torej, plaketa za podjetje, priznanja za inovatorje in še enkrat naš aplavz za to lesketajoče se priznanje. Hvala lepa, gospod Gorenšček, gospa Vovk-Rožič, za močne stiske rok in rekla bom hvala vam za vse te aplavze, predvsem pa iskrene čestitke in moj poklon vsem inovatorjem. Mali ali veliki koraki in male ali velike zmage. A ne glede na to, da govorimo o zmagah, je prav, da se učimo vsak dan znova, ne glede, kje smo in kdo smo. Od sonca se uči greti, od oblakov se uči lebdeti, od vetra se uči dajati sunke, od ptičev se uči vzpenjati se v višino, od dreves se uči trdno stati in kot je Trubar rekel, inu obstati. Trdno stojte in ja, novim zmagom naproti, to vam želimo vsi, ki smo danes z vami, vsi, ki smo vam in vam bomo še v predvirju čestitali, tam se obeta pogostitev in zdravica za našo in vašo svetlo prihodnost. Naj vam bo lepo, hvala do tu in lep dan še naprej.